Poslušate tedenske vrtnarske nasvete na Zelenem svetu. Danes bomo govorili o junijskih setvah na prve prazne gredice. Z nami je Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Miša, pozdravljeni. Pozdravljen. Prve gredice v vrtu se v mesecu juniju že kar lepo praznijo. Z vrta se odmika spomladanska solata, redkvica, nadzemna kolerabica. Če se ne motim, tudi zgodnji krompir se že počasi odmika in je končal na krožnikih in v pečicah. Kaj torej sejemo in sadimo na prazne gredice v mesecu juniju? Ja, vse kar veliko stvari je pravzaprav, ki jih moramo posejati v juniju. Jaz bi opozorila na dve stvari. Pravzaprav prva sta seveda to sive divje paradič. Jaz mislim, da sicer marsikdo divjo že ima posejano, glede na to, da je Sloveniji navada, da se nekje že v drugi polovici maja seje, ampak najboljši termini pravzaprav za setev tako divje kot radiča so pravzaprav v juniju. Ne? In pri radiču mislim tako letni radič, se pravi tisti, ki bo letos naredil glave, kot tisti prezimne sorte, s tem, da prezimne sorte bi bilo mogoče bolje posejati nekje proti koncu junija, celo začetku julija, medtem ko absolutno svetujem vsako leto pravzaprav ljudem naj si vsaj 1, 2, 3 vrstice posejo tržaškega solatnika, zato da v primeru tistega vročega poletja, ko nam vsa ta zelena solata odpove, solatnik nam sigurno ne bo odpovedal. In takrat, ko se naveličamo plodu, ker vsakemu enkrat pride potem sredi poletja do tega, da bi spet imel nekaj zelenega v skledi, če drugo ne bo zagotovo solatnika imel. Ne? Tako da res svetujem tržaški solatnik. Pri njem je edino pomembno, da vemo to, da je dobro samo mlad, se pravi, ga treba rezati tudi, če ga ne jemo. Ko zraste preko 30 cm listi v višino, tele liste porežemo, pustimo srček, mogoče zalijemo, če je potrebno, in pustimo, da so spet mladi listi, ker samo mladi listi niso kosmati, niso grenki, pa da ne naredimo tega vsega naenkrat, polovico drugič, zato da pač ves čas imamo nekaj mladega na razpolago. Drugače pa se pravi, endiv je, predvsem pa pri glavnotih radičih mogoče tiste ta bolj zgodnje sorte, kot so, ki imajo nizke številke od zadnji, ne, pri radičih je, marsikje poleg sorte opazna od zadnji še ena številka. Tista številka, če je nizka, 1, 2, 3, 4 pomeni zgodno, recimo palo roso, če pa je visoka številka 6, 7, mislim, da so pri nas te številke, potem pa pomeni pozno sorto. Ne? In zdaj sejemo bolj zgodnje, pozne še ne sejemo, tudi da bomo jih lahko imeli pozno zimo, oziroma celo nekje do januarja, celo pravzaprav prezimijo skoraj posod po Sloveniji. Pa še na eno stvar bi upozorila, da ne bo se tako kot jaz skoraj vsako leto na to pozabili, to so brstični pa listnati ohrovt. Zdaj je čas tako za setev, tisti, ki si delajo sami sadike, kako tudi tisti, ki sadike nabavljajo pri vrtnarjih, da si grejo po sadike, zato da bomo imeli pol po zimi neke sveže zelenjave. Seveda pa za tiste najbolj nestrpne že ni pa več prezgodaj, da se poseje tudi kakšna črna redkev, bela redkev, tudi podzemna koleraba. Mogoče za strnišno repo še prezgodaj, ker strnišno repo v bistvu sejemo zato, da se naredimo z njo kislo repo. Kisle repe po vročini ne moramo delati, tako da jo sejemo nekje v začetku julija, pa celo do konca julija, medtem ko za tiste najbolj nestrpne za črno redkev že ni več prepozno, prezgodaj. Če smo mogoče malo bolj natančni, kaj bi torej sejali za krompirjem, pa mogoče za kolerabico, pomladansko solato, redkvico, kakšne so tisti dobri primeri dobre prakse, ki vsekakor so zanimivi tudi v vrtu? Ja, zdaj tako je. Za solato, če se le da, ne sadimo divje paradiča, se pravi, tam posejemo mogoče črno redkev, za krompirjem skoraj vedno sejemo kapusnico, se pravi, brstični ohrovt, listnati ohrovt, lahko pa seveda tudi zelje, no sem pozabila za setev, oziroma setev in presajanje, obojno velja. Pozni zel, tisti zel, ki jih kisamo, je zdaj pravzaprav pravi čas, ne? Nekje v prvem tednu julija so tisti najbolj taki idealni termini za te sorte in običajno za krompirje pridejo kapusnice, za solatami vse redkve, po vse zadeve, ni pa čisto nič narobe, če za krompirjem pride recimo tudi kakšno radič ali pa endivja, oziroma običajno to pol sadimo nekje za temi nadzemnimi kolerabicami, redkvicami in temi zadevami. Skratka, redkvica je namreč križnica, ne tako pa rukula recimo se zdaj tudi že pobira, za njimi ravno ne sadimo, potem zelje ali pa črne redkve, krompir je pravzaprav, paradižnik, paprika sta že posajena, tako da ni nevarnosti slabega korobarja, ampak običajno ga kar dobro pognojimo in je še kar dovolj hrane tudi za tele
prezimne kapusnice, ne. Za solatami pač divji radiča ni najbolj priporočena, ker so v sorodu, ne, tako da nekako tako skolobarimo, da sorodnic pač ne sejemo ali pa sadimo na isto mesto, tako je, sploh pa ne v tistem istem letu. Drugače pa za solato, recimo tudi za vse korenčke še ni prepozno, ne, in to je recimo za solato zelo priporočljivo, ker solata ima plitve korenine, korenčke imajo globoke, da še malo zemljo zrahljamo, skratka nekje na tak način kolobarimo. No, jaz tako pravim tako, osnovno pravilo kolobarja je samo, da sorodnica ne pride na isto mesto. Zdaj, ali je tu kakšen drug, recimo, da bi bil prav neki taki zapreseženi vrstni redi, točno za tem se sedi, vse je to, jih ni, razen da za solato ne pride pač divji radič, za, ne vem, krompirje, naprimer paprika, jajčevec, paradižnik, za redkvico, rukolo, recimo, ne pride zelje, ne, ta vrstni red je potreben, je pa vedno fajn, da za rastlino s plitvimi koreninami pride tisto z globokimi in obratno. Miša, vaši nasveti so praktični in poučni. Hvala za današnji pogovor. Slišiva se naslednji teden. Do takrat pa, tako kot ponavadi, lep vrtnarski pozdrav. Srečno. Pogovor z Mišo Pušenjak sem vodil Davor Špehar. Če so vam novice na Zelenem svetu všeč, si jih lahko tudi natisnete. Vabim vas, da se na spletni strani zelenisvet.com prijavite na brezplačne tedenske nasvete. Tako jih boste redno prejemali na vašo elektronsko pošto. Sledite nam na spletni strani zelenisvet.com, Facebooku, Twitterju in YouTubeu.